Dober jutr, dale ura 10 zjutraj, midva se pa furava po Italiji do izhodišča za Marmolado. Preden začneva hoditi, je pa treba še malo načrta narediti. Midva va prišla takole po teli cesti sem, pa kar čez jez do tegale parkiriša. Šla pa takole po teli poti, semle gor, pa tlele na desno, takole naokol. Zato, ker gor bova šla po ferati. In tale ferata gre takole naokol in potem pa po grebenu, takole sem do vrha. Na vrhu je pa potem en bivak, zdaj ne vem, zakaj ga tle kaže, kakor da je sred stene, ampak v glavnem ta bivak je tlele na ravnini. Sam midva ne bova prespala v bivaku, ampak bova prespala prav na vrhu. Pa naslednji dan bova pa šla po teli poti semle dol, pa tukaj tle se začne ledenik in tukaj va mogla paziti, zato ker tale ledenik je kar strm in potem bova šla takole semle dol in mim telih dveh koč, se pravi tlele mem, in nazaj dol v dolino. Evo ga, sva prišla na tale parking in bova kar začela hoditi. Ruzeke imava pa kar velike, tako da upam, da bo šlo tam čez uno ferato gor. Koliko je vroče, pa nič ne zgleda, da je kakšna senca tamle naprej, tako da vam mogla še kar nekaj cajta po soncu hoditi. Ja, tlele gor je tale Marmolada. Samo v bistvu tale ferata gre tako od ozadej gor, tako da va v bistvu iz une strani šla. Tukaj je ledenik, sam po moje sploh ne varabla, da res, zato ker itak pejsa gor. Kva ga teli kamni primejo, ker tole v bistvu čisti led. Na 2800 se pa začne tale ferata. Zdaj bova tle dala pasove gor, pa samo varovalne komplete, pa gas po telih zajlah gor. Polco Frank, dimmi. No, aspetta. Ferma. Sganciati, se no. L'equilibrio però, Sicuro. Guarda, siamo arrivati quasi con me. Sei sicuro? No, ma non è colpa tua. Metti già il moscatone. Ma mi dà una cosa. Sì, un attimo perché. Ah, sì, Tale pa ne vem kam gre, izgleda, da je še ena pot tle dol. V glavnem midva morava iti tlele gor, v teli lojterci.
Ta je v bistvu tako, kot na montaž, samo da malo boljš. Ja, pač veliko bolj. Ne, pravim ta lojtra. Ja. Ja. Tole in kamer ne gre človek. Še 70 malo. To že čez 3300. Nice. Ja, to je to. Se v bistvu se vidi tamle dol, ker sva začela hoditi. Ne vidi se čist parkinga, ampak vsaj unjes se vidi. Zdaj vam bom pa pokazal, kateri vrhovi sploh so tlele naokoli, zato da boste malo bolj spoznali Dolomite. In začeli bomo z vrhom, na katerem stojim zdajle jaz, in to je Marmolada oziroma Punta Penja. Zraven je pa Punta Roca. To bi pa bil ta drug najvišji vrh v Dolomitih, ampak ni, ker se šteje v bistvu pod Marmolado. No, in tlele imamo pa, kakor vidite, dve stavbi, se pravi tlele ena pa ta druga. To je pa žičanca, zato ker tlele zadnji je smučišče. No, in se lahko v 12 minutah pripeljete semle gor na 3265 metrov. To je en način, kako lahko pridete semle gor. Recimo ta drug način bi pa bil, da greste kar takole gor po steni, tlele nek. Zdaj, zakaj to omenjam? Spoznajte angleškega alpinista številka 1, ki je tukajle sred stene. Zdaj, če pogledate, takole tlele neki odsekan, se pravi, tole je to in on je takole sem, se pravi, on je zdaj tlele nek. Ma pa še enega kolega zraven, ki ga pa tlele zdajle ni na slik. Tlele, ki so neke barve, to mi sam telefon tako naredi, ki imam počeno kamero odzad. Ampak mogoče, da je ta drug alpinist tlele noter. V glavnem, dva sta bila in sta šla
takole, se pravi iz tlele, takole gor, pa tle nek in sta prišla semle gor, pa sta šla pa po grebenu takole sem, pa na marmolado. Ampak preden pa povem, kako se je njun izlet zaključil, vam pa pokažem še par bolj znanih vrhov v okolici. Tole je Monte Civeta, tole je Monte Pelmo, pol imamo, zdaj sta tukaj te dva alpinista prišla na vrh in imata pogled na Monte Antelao. Ta je ta drug najvišji v Dolomitih in vzpon na tole goro imam tudi jaz posnet, tako da si lahko pogledate. Pa imamo pa tukaj še Punta Sorapis, pa tole je Monte Cristallo in potem pa so teli trije. Se pravi Tofana di Roses, Tofana di Mezzo in Tofana di Dentro. In na ta srednjega, Tofana di Mezzo, bova midva šla čez 2 dni. In to je tudi ta tretji najvišji vrh v Dolomitih. In na tega je tudi tako, da lahko greš gor z gondolo ali pa pač po nekih feratah. In katero opcijo bova midva zbrala, boste pa lahko videli v naslednjem videu. No, potem pa se preselimo še malo v Avstrijo lahko, zato ker se tako dobro vidi. Tole je Großglockner, ta najvišji vrh v Avstriji. Pa imamo pa tlele še tale, je pa Großvenediger. To je pa ta 4. najvišji vrh v Avstriji. No, zdaj pa pejmo nazaj v Dolomite in bom kar na teli sliki pokazal, zato ker je zdaj bolj primerna, ker že sonce zahaja. No, tukaj imamo Piz Boe in na njem je koča, zato se tole črno tlele gor vidi. Pa še recimo tegale bom omenil, ker tako lepo izgleda. Tole je pa Langkofel Sasalongo. Tukaj imam pa še sliko od enega ptiča, ki je pa prišel na vrh marmolade. No, zdaj pa še, da zaključimo tole zgodbo o 2 angleških alpinistih. Tole je angleški alpinist številka 2, ki varuje svojega kolega s temule zelenim štrikom. In onedva sta prišla na vrh, ki se je v bistvu že začel nočiti. No, pač sonce je takole zahajal dol in sta se odločila, da po 10 urah plezanja masta dost in sta plačala vsak 40 € in prespala v bivaku. Pa naslednji dan sta pa po ferati šla nazaj dol. Evo, lih sončen zahod. Zdaj sva se lepo najedla, zdaj pa morava še prištimati za spat. Po mojem bo en spal tukaj gor, ta drug pa tlele nek, ker za 2 lih ni placa tlele gor. Ampak ja, bova prav na vrhu. Je pa tudi dobro tlele, da ni nobenega vetra, ker lahko bi tlele zdaj na polno pihali in ne bilo sploh takole prijetno. Evo ga, spalnica je pripravljena. Tole je pa križ na vrhu. Matevž bo pa tlele. Mojo poslo pa sestavlja Armaflex, pa imam pa tole blazino pa spalko. Lahko bi dal še bivak vrečo čez spalko, če bi bila kakšna rosa zjutraj, sam se mi zdi, da bom crknil od vročine, če bom dal še bivak vrečo čez spalko. Se zdaj pa šla kar spat, tako da se vidimo jutri za sončen vzhod. Evo, sončni vzhod. Po noči je začelo malo pihati, ampak ni bilo nobene krize. Temperatura je pa tudi zdajle po mojem že nad 0. Kako zjutraj je bilo tako -1, ampak to je še vseeno v redu. Zdaj morava pa jeti do Kele dol, do tistega jezera.
Evo, ruzak je spakiran, zdaj pa gasa dol. Zdaj bova šla po normalni poti dol, ne bova šla čez Ferato. Zato, ker ta normalna pot je tudi malo krajša, tako da bova prej dol. Evo ga, zdaj pa tlele dol. Se izgleda dosti tako težko, ampak po mojem ni. Sam je pa zanimivo tle, da je v bistvu normalna pot bolj direktna kakor Ferata. Ja, ponovadi so Ferate. Ja, veš kaj, ker s te strani štartaš, Ja, ker moraš ti okoljati, Ja, se to. da sploh ti priješ do stene. Tukaj na konc ledenika, ki sva pa mislila, da sva že stahujga mem, je pa bil v bistvu še najtežji del. Zato, ker je tale pesek gor na ledu in pol ti dereze slabš primajo, pa še ful je bilo strmo, tako da sploh nisva vedela, kje je dol. A tam je v redu? Ampak poj pa Matevž najdu, da se tam le da jet, sam pa moraš stopati takole ene pol metra dol. In zato sem se pa jaz odločil, da bom šel na en drug način. Ja, to je fuljače. Ti se da nič ne je. Ja. Ne mislim, da tam Ja, to. Zdaj ima samo še tako pol metra za stopiti. Zdaj za eno kar dol stopiti, pol metra. Evo ga, zdaj si čisto safe. Drugač pa zdaj vidim, zakaj večina ljudi gre dol po Ferati. Tudi če grejo tle gor, grejo pol dol po Ferati. Zato, ker res da je tle v bistvu hitrejš prideš, pa kao ni Ferata, se pravi, bi moglo biti lažji, pa ni lažji. Je veliko težji in veliko bolj izpostavljen. Tako da, če bom šel še kdaj, bom definitivno šel gor in dol po Ferati. Tukaj imam pa še eno sliko ledenika, na kateri se pa lepo vidi dva tipa ljudi. Na levi strani imamo 3 osebe, ki hodijo po poti. In ta pot gre takole sem gor in potem pa čez. Imamo pa na sredini ledenika 3, ki so pa šli, ne vem, po mojem sam črto takole čez. Pač se bojo oboji prišli do cilja, sam da teli se bojo malo bolj matrali. Drugač pa tale pot gre takole gor, pa čez tale greben do vrha. In na vrhu se pa lepo vidi križ. Zdaj je pa pot označena samo še s telimi možici. Morava pa je dol do te koče.
Tole pa zgleda en plaz, vse uničil. Evo ga šank. Evo ga, sva nazaj pri avtu in to je pa tudi to za danes, tako da se ga naslednjič.